Today we are making a pizza. Predvsem nas zanima, kako narediti en dober testo za pico. In dejansko danes se bomo naučili narediti tak testo, da boste pa bolj malo v pizzerije hodili. Jaz bom delal z kilo moke in delali bomo 65% hidracijo, kar pomeni, da bo noter 650 ml vode oziroma 650 gramov vode. To je zdaj zelo enostaven recept, kako priti do dobrega testa. Se je pa treba res držati vseh postopkov. Vodo smo natočili. Za testo bomo rabili še moko. Jaz sem vzel tole od Mlino testa, Manitobo. Italijanski tip Zero. Obstaja tudi Zero, Zero. To so močnejše moke. Moka, ki ima malenkost več glutena. Kar pomeni, da bo tudi kasneje, ko boste vi delali pico, testo močnejše in bo lažje oblikovati pico in jo metati naokoli. Če te moke nimate, lahko uporabite navadno moko. Tip 400, tip 500, kjerokoli dobite. Ampak danes bomo delali s to, ker je prav za pice. V vodo bomo dali zdaj kvas. Se pravi, na kilo moke bomo dali nekje od 3 do 5 gramov kvasa. Kvas lepo pomešamo, da se lepo raztopi. Voda je sobne temperature, ne imeti pretoplo vodo, ker lahko uniči vse kvasovke, po drugi strani bo pa testo prehitro vzhajal, kar pa tudi nočemo, ker ta postopek vse nekaj časa traja in mi bi radi, da dalj časa traja. Zato pa je testo tako dobro, pa tako sočno, pa hrustljavo. Zdaj zraven bomo dodali še eno žlico medu. Tukaj gre predvsem malenkost za okus, malo karamelizirati testo, pa tudi s tem malo nahranimo naše kvasovke. Eventualno lahko uporabite tudi sladkor, agavin sirup, javorjev sirup, kar želite. Se pravi, v naši posodi je mlačna voda, dodali smo že kvas, pa malo medu. Zdaj na vrsti moka. Tukaj imamo 650 ml oziroma gramov vode, zato bomo dali v prvem šusu tudi 650 gramov moke. Moko je zelo fajn, da se preseje. Ker dobimo manj grudic, lažje gnetemo testo, lep se bo vmešala v vodo. Zdaj tole našo moko pa vodo rahlo zmešamo. Se pravi, ne gnetemo, želimo samo, da se moka spoji z vodo. Malo je packari, ampak ne se bati. Po minutki 2 smo zdaj dobili našo začetno maso, oziroma pred testo bi lahko temu rekli. Tole zadevo bomo zdaj pustili počivati, pokrijemo in pridemo čez 1 uro nazaj. Evo, tako, 1 ura je minila, testo že kaže svoje prve mehurčke. In sedaj bomo dodali še tisto preostalo moko, ki nam je ostala. Prej smo noter dali 650 gramov, zdaj bomo dali noter še ostalih 350, da bo vse skupaj kila, kakor smo prej rekli. Spet najboljše je, če jo presejemo. Takole, 350 gramov je noter. Ta recept bomo delali z 2% soli. Se pravi, na kilo je to 20 gramov. In jih bo kar dodali na vrhu moke. Moko bomo zdaj počasi vmešali v testo. Se pravi, ne vse naenkrat, naj se lepo počasi vmeša. S testom smo zdaj nežni, da se ta moka lepo počasi vmeša. Ko se približno pol moke vgnetlo v testo, se začne pa fizično delati pravo. Gremo gnest. Se pravi, celo vsebino posode bomo stresali na pult. Tako, testo imamo zdaj na mizi in ga začnemo počasi gnesti. Na začetku boste malo bolj nežni, da se ne bo vam vse prijelo na prste. Gač pa potiskamo in prepogibamo. To delamo počasi, da se nam moka lepo počasi vgnete v testo. Za gnetenje si vzemite čas. 10, 15, 20 minut, nič ne bo narobe. V tej fazi, če imate doma kakšnega kuhinjskega robota, mešalnik za testo, brez skrbi, vrčite noter, pa bo na mesto zgnetel. Ja, zdaj pa jaz zgnetem tole malo.
Po nekih 5 minutah se je moka ugnetla v testo. Zdaj pa naš cilj, da vse skupaj rata lepo gladko. Ko testo gnetemo, ga potiskamo, tako da spodnji del raztegujemo in ga prepognemo nekako nazaj. Če testa ne boste prav grabili, se niti ne bo toliko zalepili na roke. Tako, testo je postalo bolj gladko, po 15 minutah približno gnetenja. In zdaj za zadnjo fazo bomo pa še malo ojačali gluten. Evo, na koncu naredimo še eno bunkico. Lepo kroglo naredimo. Tako. Lep se ne več. Roke so čiste. Kar moramo zdaj še narediti, je pokriti s folijo zadevo. Zdaj pa najbolj, da se nam ne bo vse zalimalo, polijemo z malenkost olja, olivno olje, da še malo okusa zraven. Takole, vse skupaj pokrijemo s folijo. Takole, testo pustimo počivati še 1 uro, pa bomo pa naredili kugelce. Wow, lej to. Evo, 1 uro kasneje, testo se je lepo razlezlo, dobilo malo na volumnu. Wow, kako je lep. Zdaj pa kaj treba paziti? Ko bomo delali kugelce, štručke, bučke, karkoli že rečemo, vedno ohranjamo ta zgornjo stran na vrhu. Malenkost pomokamo testo, da se ne bo leplo na roke. In pomokamo pult tja, ker bomo te hlebčke dajali. Zdaj naredili bomo približno tam 250 gramske hlebčke. To je za neko velikost pesti, rečemo. Če nimate občutka, lahko zvagate vsakega posebej, da boste malo videli, kje pa kaj ste. Spet, da se nam bo testo popol na roke, malo si pomokamo roke, ne pa preveč, z občutkom. Če se bo limalo, dodamo moko, če se ne, je ne dodajamo. Zdaj, finta je, da mi na noter upogibljamo testo in ga takole napenjamo. Ta korak je zelo pomemben, da naredimo lepe hlebčke in da se nam bo tudi pol lepše oblikovali. Spodaj mora biti testo lepo zlepljeno. In tukaj je naš hlebček. Pa gremo naprej. Zdaj, če bo ene malo večje, malo manjše, ne se sekirati. Bojo pa otroci malo manjše dobili. A vidite vse te mehurčke noter. To bo naredil našo pico rahlo pa puhasto. Evo, hlebčke imamo prščimane in zdaj naredimo enako kot prej. Se pravi, malo jih pomažemo z oljem, jaz najrajši čisto vsega posebej zavijem v folijo. Zakaj? Zdaj lahko bi dali v protvan noter, ampak je res težko ven jemati. Tisti je tudi en zelo pomembnih postopkov, ker tam največ ljudi malo zafrhne. Če imate testo lepo na pultu, boste najlažje do njega dostopali in ga najlažje zajeli takrat, ko bo treba. S tem, ko damo olje gor, dejansko samo pridobimo na skorjici, na okusu. Zdaj bomo hlebčke takole pustili počivati ene 4 do 6 ur, odvisno malo temperature, ki jo imate v sobi. Malo jih bomo pozvali, cilj pa je, da se malo spuščijo, pa malo povečajo. Evo, testo nam je lepo vzhajal, skoraj 2-krat večje, kot bi prej, malo se je razlezel. Olje je poskrbelo, da se ni nič zalepilo na tole folijo. Zdaj smo pa pri tem pomembnem postopku. Se pravi, zelo nežno je tale hlebček treba prestaviti na kupček moke. Najprej ga bomo malo pomokali z vrha, da se ne prime. Kar dajte na pladenček si pretiravite z moko. Boljš več, kakor pa premalo. Takole. Pomembno je, da se ne dotikate robov, ker to bo naš rob, to bo naša skorja od pice. In zdaj, če bomo stisnili, tam pač ne bo zadeva zrasta. Zdaj pa dobro gledajte. S prsti lepo potlačimo testo in mehurje iz sredine potiskamo proti robu. Pico obrnemo
In še enkrat potlačimo sredino, lepo proti robu. Rob ne rabi biti prav debel. Zdaj za neko debelino prsta, mezinca, bo kar super, ker pa se bo dvignil. Če boste preveč debel rob pustili, vam bo na koncu ostal sam kruh. Zdaj probamo tresti malo moke dol iz pice. Nežno primamo pico pod robom, ne stiskamo roba. Povlečemo in prepognemo. Povlečemo in prepognemo. Gluten je dosti močen, da se pica ne bo strgala. Seveda, če imate preveč grobi z njo, ne? Evo. Ko se skoraj vidi čez, pomeni, da je pica pripravljena. Voilà. Zdaj, da se ne bomo preveč matrali, pa tole dajali na lopar, pa se lep na lopar, pa če nimate te pravega loparja za pice v pečico dajati, najbolj se znajdete in vzamete peki papir. Ne bo se parjel, peki papir se bo sicer zažgal naokoli, ampak to ni noben problem. Problem je ponovadi, ko pica stoji na pultu in se zalepi na pult čez 2-3 minute. And now we will make some pizzas. Yeah. Pridi mali, tle ne boš gor, da boš kaj videl. A imaš ti rad pico? Ja. A bova naredila eno skupaj? Ja. Super. Evo, jaz bom naredil pico. Kaj imaš ti rad na pici, Jonas? Povej. Krompir. Krompir imaš rad na pici? Ja, fino. Da je to na pici. Salamca imaš ti rad na pici? Ja. Ja, no, vidiš, super, pa dala pa salamca gor. Wow, imaš ti rad sira, ne? Tako, da bo pa lažje spekla. Evo, zdaj daš pa gor malo salamce. Ja. No, kar daj. Kar na pico je daj. A boš dal še malo tega sirčka gor? Ja. Daj probi, če ti je sploh všeč. Dober, a ne? Petko. Yeah! Pica je pripravljena za pečico. Kaj moramo vedno nujno narediti? Vsaj 1 uro prej prižgite pečico. Zdaj jaz imam v pečici kamen. Ta se res dolgo segreva, ampak pa res lepo zapeče dno pečice. Če kamna nimate, obrnemo protan naokoli in na protvan vržemo pico. Že segret protan tudi seveda. Pa dajmo noter. Evo. Pečica je na 300 stopinj, se pravi maksimum kar ga da. Pa gremo s pico noter. Zdaj na 300 stopinjah ponavljate ne 4-5 minut rab tale pica, da se bo spekla. Wow! Kaj pa se votla? Kaj je ta? Votla. Votla je, res? Ja, vroča. Lahko jo pojem. A pico? Ja. A ti imaš tokrat pice? Ja. Oh, super. Wow. Kar zberi si en košček. Izvoli. A tega boš? Največjega. Jaz bom tudi enega. Wow. Lepo je zapečena spode, a ne? Dobro, no? Ja, obožavam. Bomo že kdaj to spekli, ne? Tam je res dobro. Ja. Ful, jaz bom kar še enega. Ful dobro pico si naredil. Ja, super, hvala, no. To je pa še kdaj naredila, a? Dobro pico si naredil. A te kar vse pojede, ne? Ja, itak zakon tale pica. Klasika, otroci radi jejo, vsi radi. Kdo nima rad pice? Evo, zdaj, ko boste po tem receptu delali, jaz verjamem, da enkrat na teden ima, da je pica na meniju.